Lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Kot veste, je Nova Slovenija glasnik gospodarstva v državnem zboru. Zato v Novi Sloveniji z veliko zaskrbljenostjo spremljamo odkrite napade nekaterih najvidnejših članov stranke Levica na slovenske podjetnike, ki so se seveda zakonito in odgovorno odzvali na napovedane davčne spremembe v koalicijskem sporazumu. Posledična negotovost podjetnikov je rezultirala v njihovem logičnem in samozaščitnem ravnanju, saj so odgovorni za številna delovna mesta, odgovorni so za številne družine, odgovorni so za razvoj in s tem za dobrobit družbe in države. Mi trdimo, če bo šlo dobro gospodarstvu, bo šlo dobro vsem nam. Gospodarstvo niso samo delodajalci. Gospodarstvo so seveda tudi delojemalci, sodelavci. Poznate naše zavzemanje za vzpostavitev poštenega socialno-tržnega modela slovenskega gospodarstva. Skrbi nas hujskaški ton, širitev neresnic, nespodobna politična kultura, populizem, tendencioznost, predvsem pa nedopusten, sovražni govor do podjetnikov in odkrito pozivanje vzpostavitve nekega drugega družbeno-ekonomskega sistema in to z vsemi sredstvi in na nedemokratičen način. Mi smo se na plebiscitu o samostojnosti Slovenije 23. decembra 1990 odločeni za nek drugi družbeno-politični sistem. In slovenska ustava v svojem 33. členu zelo jasno ščiti pravico do zasebne lastnine. In ko vse to gledajo naši mladi, ki si ustvarjajo svojo kariero, ki so morda zaključili ali zaključujejo izobraževanje, je potem povsem razumljiv njihov odziv. V Gallupovi lanski raziskavi o razmerah na trgu dela je zaskrbljujoč podatek, da bi se kar 54% mladih Slovencev rado izselilo. 54%. Podatek je rezultat odgovora mladih, je percepcija oziroma prepričanje in izkušnja, da se s trdim delom, izobrazbo in trudom nikamor ne pride. Mladi Slovenci tako vse bolj razmišljajo, da si življenje uredijo izven lastne države. Država, ki je vlagala v njihovo znanje, se predolgo ukvarja sama s seboj, zato pa kot hroma mačeha ne zna poskrbeti za njih. Toda v Avstriji, v Nemčiji jih čakajo službe, čaka jih boljše življenje, tam so še kako dobrodošli, ker so dobri, naši mladi so zelo dobri. Zato Nova Slovenija poziva vlado, ki bo jutri prisegla pred državnim zborom in pred slovensko javnostjo, torej tudi pred delodajalci in delojemalci, da nemudoma vzpostavi dialog s predstavniki slovenskega gospodarstva z namenom, da skupaj dogovorijo vsaj osnovne elemente ekonomske politike v Sloveniji v smeri boljšega, konkurenčnejšega, predvidljivejšega, privlačnejšega poslovnega okolja. Nova Slovenija bo naredila vse, da slovenska politika ne bo dušila podjetništva. Še vedno nismo dosegli razvojnega preboja. Podjetnost vidimo kot vrednoto, ki pomeni umno in etično gospodarjenje. Obenem pa je naša dolžnost, da se odzivamo na ekscese, ki podjetnost dušijo. Naš namen danes in namen, ki ga želimo doseči s 4 vloženimi zakoni v parlamentarno proceduro, je, da na nek način presekamo gordijski vozel, da nekako spodbudimo politiko, da se bolj intenzivno odzove
na napade in nedostojno politično retoriko levice in predvsem, da želimo pomiriti finančne trge. Vse to, kar poslanec govori, pravzaprav posluša celi svet, poslušajo investitorji in bojimo se, da če se bo takšna retorika nadaljevala, kot jo producira levica, potem se bodo tuji investitorji obrnili od nas. Zdaj bi poprosil, da še kolega Jernej Vrtovec nadaljuje svoje razmišljanje. Drage novinarke in novinarji, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Glejte, enostavno je. V Novi Sloveniji imamo dovolj eksperimentiranja s slovenskim gospodarstvom, imamo dovolj, da se podjetnike, obrtnike, gospodarstvenike obravnava le kot grde in zle kapitaliste, ne pa kot tiste, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ki plačujejo davke, ki preživljajo družine, ki dajejo plače. Tega imamo dovolj. In dovolj je tudi tega, da le gledamo, kje in kako bomo podjetnike dodatno bremenili, namesto da bi zakonodajnimi spodbudami, zakonskimi ukrepi podjetnike razbremenjevali in jih spodbujali, da bi lahko bili še bolj dodatna vrednost. Naloga vlade zagotovo je ta, da podjetja in gospodarstvo zaščiti. S to koalicijsko pogodbo, katero je petorček plus 1 že podpisal, pa koalicija tega ni naredila. Zato je danes tukaj pač Nova Slovenija kot glas gospodarstva v politiki, da torej zaščitimo gospodarstvo in delovna mesta. In obsodbe vredno je, da je Levica kot koalicijska stranka, da tako grozi gospodarstvenikom in podjetnikom, da so v teh grožnjah zli elementi, da gre za sovražni govor. Nedopustne so grožnje enega izmed poslancev Državnega zbora, gospoda Kordiša, z nacionalizacijo, ter da potem to razglasi za le provokacijo. To namreč niso heci. Ta narod je bil že enkrat v zgodovini priča nacionalizaciji in sami veste, da se potem na koncu ni dobro išlo. In resna pravna država bi se s takim primerom ukvarjala. Ukvarjala bi se s tem, da nekdo poziva k odvzemu zasebne lastnine. Morala bi se ukvarjati s tem, da eden izmed poslancev Državnega zbora poziva k nacionalizaciji, ki ni v naši ustavni ureditvi. In si predstavljate, da bi na primer v Ameriki tako grozili Apple ali pa v Koreji Samsungu. Ta podjetja so naš ponos, to je naše domače znanje. To so nekoč bila gražna podjetja, ki so svojim lastnim znanjem prodrla in postala celemu svetu znana. In do njih se moramo kot država, kot državni zbor in kot vlada obnašati odgovorno, ne pa mačehovsko. Ampak glejte, Levici bi se lahko še nekako razumelo, pričakovali bi, da to pa obsodijo takšno govorico njihovi partnerji, s katerimi so podpisali poseben sporazum. Še več, s tako stranko, ki grozi podjetnikom in napoveduje nove pretrese v poslovnem okolju ter nove davke, ki pa bi zadevali tudi fizične osebe, je ta petorček v bistvu podpisal tudi partnerski sporazum. In tem partnerskem sporazumu so tudi elementi, ki niso spodbuda našemu gospodarstvu. In žalosti me, da ta petorček ni znal obsoditi jasno in glasno vse govorice izražene strani poslanca, strani partnerske stranke gospoda Kordiša. To bi stranke bodoče koalicije morali obsoditi. In sedaj je smešno to prepričevanje, da pa saj ne gre resno jemati vsega tudi, kar je zapisanega v koalicijski pogodbi. Da bomo še videli, da je potrebno počakati, da je vlada najprej imenovana.
prvič, torej, zakaj imamo koalicijsko pogodbo, če jo ne mislimo seveda spoštovati. In drugič, sedaj je vsem znano, zakaj Nova Slovenija ni verjela tistemu, kar smo takrat uskladili in zapisali v pogodbo. Se nismo takoj odločili, da gremo s Petorčkom. Zakaj? Zaradi tega, ker je sedaj te iste stranke pokazale, da zapisano prav nič ne velja. In da so ideje Levice ostalim 5 strankam bliže, kot pa ideje in zamisli Nove Slovenije. In zato ostro zavračamo različne očitke, tudi očitke gospoda Cerarja v nedavnem intervjuju za enega izmed slovenskih časopisov, da zvonimo po toči in da smo sedaj mi v Novi Sloveniji odgovorni za to, da ne bo dobrih rešitev, pa da smo imeli priložnost. Glejte, imeli smo priložnost, drži. Ampak ta priložnost je bila samo priložnost za vladne stolčke. Ne pa zato, da bi dejansko naredili tisto, kar je v Sloveniji potrebno narediti. In le borbe za stolčke se v Novi Sloveniji pa ne gremo. Enako dobre rešitve imamo sedaj v opoziciji. To smo dokazali tudi danes z vložitvijo paketa zakonodaje, s katero želimo izboljšati poslovno okolje, ki pa bi jih predlagali te zakone tudi v primeru, če bi bili del vladajoče koalicije. In te rešitve so bile v času pogajanj naše zahteve za vstop v vladno koalicijo. Zdaj pa naj naši nesojeni partnerji povedo, pokažejo, ali so s podporo rešitvam takrat mislili resno. In v Novi Sloveniji pričakujemo, da bo ta koalicija ta zakonodajni paket tudi podprla. Torej, vlada ima v roku sprejemanja zakonodaje 2 možnosti. Ali bo podprla naše zakone in omogočila gospodarstvu, da dela, da ustvarja še več in še bolje, ali pa bo zavrnila naše predloge in prisluhnila politiki Levice, šla po poti višjih davkov in dodatno bremzala razvoj podjetništva in gospodarstva v Republiki Sloveniji. Sedaj pa še Jože, izvoli. Morda še na kratko, res samo par besed o vsebinah teh 4 novel zakonov. Gotovo najpomembnejša novela zakona o dohodnini. Predlagamo odpravo 50% davčne stopnje in uvedemo 43% razred. In predlagamo tudi dvig splošne olajšave na 7.000 evrov. Kako je nastal ta predlog, ki je sicer vsaj v enem delu že bil predmet parlamentarne razprave? Mi smo zelo pozorno poslušali gospoda dr. Bertoncla, kandidata za ministra za finance, ki je seveda imel na mizi izračun, da ukinitev 50% davčne stopnje pravzaprav pomeni okrog 15 milijonski izpad davčnih prihodkov v proračunu Republike Slovenije. Sam je ugotovil, da to ni nek veliki znesek, mi pa dodajamo, da je pa to zelo dober signal za investitorje. Dvig splošne olajšave na 7.000 evrov izhaja pravzaprav iz našega osnovnega temeljnega programa, ker pravimo, da je svoboda človeka na prvem mestu, seveda svoboda povezana z odgovornostjo in tisti, ki dela, ki svojo pridnostjo ustvari, ta je potem tudi najbolj odgovoren in najbolj zaslužen, da tisto, kar zasluži, da sam razpolaga s tistim denarjem. Ne pa, da mu država čim več vzame v obliki davkov in prispevkov in pa potem država seveda na politični način, na nek način tudi vrača. Poleg tega bi na ta način tudi rešili že kar preveč dolgotrajajoč problem delavcev migrantov, ki si služijo kruh v sosednji Avstriji. Preveč dobro poznam ta problem, ker prihajam iz severovzhodne Slovenije. Kje je problem? Avstrija je dejansko tako pametno ravna, da dejansko je
na letni ravni dohodek v višini 11.000 evrov neobdavčen. Mi se potem s temi 7.000 splošne olajšave vsaj majčkeno približamo, da ne bi delavci migranti, ki so naši rezidenti, delajo v Avstriji, potem imeli tako visokih doplačil, velika razočaranja, predvsem pa, kar se v zadnjem času dogaja, dejansko tudi izseljevanje. Pomurje se tudi zaradi tega prazni. Ne govorim na pamet, o tem govorijo številke. Druga rešitev, ki je bila tudi že v parlamentarni proceduri in na teh hearingih so jo nekatere poslanske skupine koalicije podprle, tudi kakšen kandidat za ministra za gospodarstvo recimo in tudi finance, to je tako imenovani dvojni status. Ta zadeva se rešuje v noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dvojni status pomeni, da samostojni podjetnik v trenutku, ko izpolni pogoje za starostno upokojitev, lahko seveda dela naprej, plačuje vse dajatve, obenem pa ima seveda zagotovljeno 100% pravico, ki se ji reče pokojnina. Seveda se je 40 let ali pač podobno plačeval dajatve v tej smeri. Danes je to drugače in s tem bi vsaj majčkeno popravili našo statistiko oziroma dejstvo, da se v Sloveniji preveč hitro umikamo iz trga dela. In še ena rešitev, ki jo pa prinaša novela zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in tudi zakon o delovnih razmerjih, ta pa je razbremenitev delodajalcev v primeru nadomestila za odsotnost zaradi bolniške. Kot veste, zdaj šele 31. delovni dan nadomestila pade na breme zdravstvene zavarovalnice, mi ta 31. dan zdaj želimo preseliti na 16. dan. Se pravi, 15 delovnih dni odsotnosti zaradi bolniške bremeni delodajalca, od 16. dneva naprej pa zdravstveno zavarovalnico. To so zelo grobem rešitve, ki jih prinašajo naši 4 zakoni. Vladna koalicija oziroma tisti, ki pravijo, da gospodarstvo podpirajo, bodo imeli priložnost, da bodo to s podporo našim zakonom tudi dokazali. Mi nič ne prehitevamo, zdaj je pravzaprav zadnji oziroma skrajni čas, da se ti zakoni sprocesirajo, da se sprejmejo in da začnejo veljati s 1.1.2019. Ne poznam države, resnično ne poznam države, ki bi svojemu lastnemu gospodarstvu napovedovala vojno in jim grozila z nacionalizacijo. Ne poznam takšne države, no, vse znotraj EU ne poznam. In gospodarstvo in podjetništvo, to je zdaj najni zaključek, sta temelj naše države, temelj naše suverenosti in tudi seveda temelj socialne države. Zdaj se pa na razpolago za vaša morebitna vprašanja. Vprašanje? Torej. Ne, bom jaz ena vprašala, se morda Izvolite. že delno odgovorili. Vse koalicijske stranke pravijo, tako je bilo, mislim, tudi danes smo poslali izjave, da je to preuranjeno in da je na koncu tudi neko nagajanje tej vladi, ki bo šele jutri potrjena, da že vlagate te zakone, tudi s pomembno finančno, da tako rečem, učinkom, mislim, da je 700 milijonov, če tole vse seštejemo. Torej, v bistvu nekako v kot spravljate tudi vi vlado s temi zakoni. Mi odgovarjamo tako, da želimo vladi pomagati. Mi verjamemo, da ta vlada, ti ministri, armada teh državnih sekretarjev in drugih zaposlenih v kabinetih bo nekaj časa potrebovala, da se bo sploh zavedala, kam je prišla. Mi smo pa zakone spisali. Se ni rečeno, da bodo ti zakoni drug teden šli v parlamentarno proceduro. Vlada se bo do teh zakonov opredelila, ker pa smo zaznali, kot sem povedal in to ponavljam, pri nekaterih kandidatih za ministre, tukaj imam v mislih predvsem doktorja Bertoncla in gospoda Počevalška, pa še kakšno od koalicijskih strank, so dejansko na naša vprašanja dali pozitivni signal, so prikimavali tem rešitvam.
In kaj potem daje poslanska skupina naredi? Naša dolžnost je, tako mi razumemo, da te rešitve damo na mizo, odpremo razpravo, tako kot se to pač spodobi za demokratični proces. To so rešitve, ki ste jih v bistvu tudi zapisali v koalicijsko pogodbo, ali pa vsaj del tega, ko ste se še pogajali s Petorčkom. Takrat niste verjeli, da se bi tega držala koalicija, a zdaj pa verjamete, da vam bo ta koalicija priskočila na pomoč. To bo ta koalicija šele pokazala. Spodbudilo nas je, kot rečeno, to, kar so kandidati za ministre povedali, še predtem pa nas je spodbudila nedostojna retorika levice do slovenskega gospodarstva. In to je zdaj nek test, da vidimo, iz tega se bo tudi pokazalo, iz tega se bo res pokazalo, ali dejansko politiko diktira levica v tej državi, ali pa gospodarstvo kaj šteje. Zadeva ni tako nedolžna. Danes, koliko vemo, popoldne predstavnike Slovenskega poslovnega kluba sprejme tudi predsednik republike, Borut Pahor. Kako pa gospodarstveniki gledajo na to vašo odločitev, da niste šli v koalicijo in sedaj vemo te pogovore z levico, da peljajo naprej, ste še vedno v dobrih odnosih, vemo, pomagali so vam tudi na zadnjem pri pisanju koalicijske pogodbe. Ali so vam kaj zamerili, glede na to, da ste prepustili levici, da ona obrne koalicijsko pogodbo za 180 stopinj? No, mi nismo levici prepustili, mi nikomor nismo nalagali, koga naj gospod Šarec povabi na pogovore. Gospodarstveniki so se seveda želeli, da gremo mi v vlado, vendar zdaj razumejo, ko jim razložimo podrobnosti, ko govorimo o zaupanju, razumejo, da smo potegnili takšno potezo, kot smo. Ali vi resno verjamete, da to, kar se Nova Slovenija dogovorila in zapisala takrat skupaj z ostalimi 5 strankami, da bi to resno vzdržalo? Glede na to, kako so se potem za 100% stvari obrnile v sami koalicijski pogodbi, ostalim 5 strankam v bistvu ni bilo bistveno, kaj v koalicijski pogodbi piše, ampak samo to je bilo bistveno, da pridejo do vlade z nenačelno koalicijsko pogodbo povrh, če tudi je to treba. In to se je pokazalo kaj kmalu, že v času pogajanj, da važno je, da se stolčki podelijo. In mi vemo, da če bi v to vlado vstopili, ne bi morali izpeljati tistega, kar smo zapisali v samo koalicijsko pogodbo in kar so bili naši pogoji. To se pa danes kaže, danes se kaže, da smo imeli prav. In več bomo lahko naredili tudi za slovensko gospodarstvo, z opozicije, kot pa iz nenačelne velike koalicije. Mi smo upali, da je situacija drugačna v slovenskem političnem prostoru, kot je bila v mandatu 2004-2008. Povem en primer. Takrat smo sklenili konkretno s socialnimi demokrati tako imenovani partnerski sporazum. In pokojni Bajuk je šel z njimi se pogajati, z njihovo poslansko skupino, prav glede zakona o dohodnini. So rekli, da je dogovorjeno. Ko smo glasovali na seji državnega zbora, je takrat njihov, mislim, da je bil vodja, gospod Miran Potrč, pokazal, da je treba glasovati proti. Torej, to ni zaupanje, ampak smo pričakovali, da je malo drugače zdaj po toliko letih. Žal, ni. Več vprašanj? Hvala lepa.